Lep pozdrav vsem skupaj. Ura je 18 in nekaj sekund in minut. Naš čas teče in 33. srečanje članov društva Belis se začenja in nadaljujemo po tem premoru, in sicer obravnavo predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in kakšni so razlogi za sprejem tega zakona. Zelo zanimivo, kajti zelo kontrira temu, kar se pravzaprav na terenu danes dogaja z cepivi. Ravno obratna zadeva. No, jaz bom to nekako vam skušal podati. Svoje mnenje si boste ustvarili sami. Če bi želel kdo predlog tega zakona dobiti na mail, naj mi sporoči, pa ga bomo poslali. Torej v rokah držim predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Tisti, ki želijo prostovoljno končati življenje, bo zdaj to po zakonu v Sloveniji možno. Če bo zakon sprejet, predlog je iz dne 14.10.2021. Se pravi, pred 2 dnevi sem ga dobil v roke svežega. Poglejmo najprej v uvodu, kako si razlagajo ta zakon in kako ga utemeljujejo. In sicer pod točko 1. Ocena stanja in razlogi za sprejem predloga zakona. Te besede so zelo visoko leteče, za marsikoga bodo tudi silno boleče, ker se uveljavljajo novi standardi pravice do končanja življenja ali evtanazije. V Sloveniji, Republika Slovenija to podpira. In v tej slabi uri bomo pogledali samo uvodne stvari. Predlog obsega, se pravi uvod, potem obsega mednarodne raziskave, potem obsega predlog zakona kot takšnega in v tretjem delu vsak zakon potem seveda tudi še obrazložijo, kako in kaj in zakaj je določen zakon postavljen takšen, kot je. Vsega ne bomo mogli predelati, ampak za uvod, za osnovno sliko vam bom skušal to predstaviti v tej uri. Razprava o pravni uzakonitvi pravice do pomoči družbe pri prostovoljnem končanju življenja posameznika je v pomembnem delu razprava o spoštovanju in varstvu človekovega dostojanstva in enakega upoštevanja interesov vseh ljudi. Brez enakega spoštovanja interesov vseh ljudi ni mogoče uspešno trajno varovati njihovega dostojanstva in interesov, kakor to veleva humanizem človekovih pravic, ki so jedro moderne pravne ureditve. Govorimo o moderni pravni ureditvi, pravico do končanja življenja. Ok? New World Order. Človekovo dostojanstvo izvira iz notranjega občutka svobode, zavedanja vsakogar, da lahko avtonomno oblikuje in uveljavlja svoje ideale in svoja prepričanja. Medsebojno spoštovanje, kateremu smo se zavezali v liberalno-demokratičnih družbah, malo prej smo govorili o liberalizaciji časa in mislim, da vam bo prav prišlo tudi pri tem razumevanju. Medsebojno spoštovanje, kateremu smo se zavezali v liberalno-demokratičnih družbah, upravičenih v varstvu človekovih pravic, pazite, varstvo človekovih pravic, je priznavanje moralne vrednosti tega notranjega sveta vsaki osebi, tudi kadar se ta njen notranji svet močno razlikuje od našega. Pravica do končanja lastnega življenja je integralen del pravice in zmožnosti vsake osebe, da avtonomno vodi svoje življenje v skladu s svojimi ideali in prepričanji, del katerih je tudi ocena o lastnem zdravju in stopnji dostojanstva, ki mu jo zdravje, ko to začenja pešati, še pušča.
V skladu z definicijo zdravja Svetovne zdravstvene organizacije, no spet smo pri teh lumpih, oprostite komentarju, je ta ocena zdravja, trpljenja in ohranitve dostojanstva neizbrisno zaznamovana subjektivnim pogledom na vsakega posameznika, ki ga ne more nadomestiti noben zunanji pogled. Naklep dokončati lastno življenje je v določenih zdravstvenih okoliščinah zato lahko razumna odločitev, ki jo kot takšno mora priznati tudi družba. Zlasti pogosto je takšno o bolezenskem izteku življenja, ko človeka pestijo recimo neznosno trpljenje, pešanje moči in turobni obeti. Nekatere osebe, ki se znajdejo v takšnih okoliščinah in se odločijo za končanje svojega življenja, včasih niso sposobne udejanjiti svoje odločitve brez pomoči drugih. V primerih, ko je končanje lastnega življenja lahko najbolj razumno, včasih nastopijo okoliščine, ko je pravica, da to naredimo, neuresničljiva brez pomoči drugega, to je kot negativna pravica. Negativne pravice posamezne osebe so tiste pravice, katerih udejanjanje je omogočeno že s tem, da drugi ljudje ne ovirajo tega udejanjanja. Pozitivne pravice so tiste, katerih udejanjanje ni mogoče brez sodelovanja nekoga drugega. Republika Slovenija negativno pravico do končanja življenja de facto že priznava s tem, ko pravno ne sankcionira samo usmrtitve. S tem odreka soglasje tudi moralni in družbeni obsodbi samo usmrtitve, ki bi se sklicevala na dolžnost ljudi, da živijo svoje življenje, tudi ko neznosno trpijo. Zakon pomoči pri prostovoljnem končanju življenja uzakonja pozitivno pravico vseh polnoletnih zdravstvenih zavarovancev v Republiki Sloveniji, ki neznosno trpijo in se ne morejo upati na izboljšanje svojega zdravstvenega stanja, da pod določenimi pogoji zaprosijo družbo za pomoč pri izvedbi svoje odločitve. S priznavanjem pravice do pomoči pri samousmrtitvi družbo zavezuje, da takšno avtonomno odločitev oseb, če izpolnjujejo s tem zakonom določene pogoje, razume kot izraz njihovega interesa za ohranitev svojega dostojanstva in jim jo pomaga uresničiti. Se pravi, ko umreš, si dostojanstven. Čudovito. Velika večina ljudi si želi lahke smrti in soglaša, da je to smrt, ki jo spremlja kar najmanj trpljenja. Ker je umiranje, ko ugašajo telesne in duševne zmožnosti različnih oblik, so tudi različne možnosti, ki jih imajo ljudje na voljo, da uresničijo svoj interes do lahke smrti. Zakon pomoči pri prostovoljnem končanju življenja prispeva k izenačitvi teh možnosti. Tako kot telesno oviranim država priskoči na pomoč, da premagajo svojo oviranost in naprimer oddajo svoj glas na volitvah, tako lahko pri uresničevanju svoje neomajne odločitve, da končajo svoje življenje, na pomoč države upravičeno računajo tudi brezupno trpeči in nebogljeni. Zakon o pacientovih pravicah notranjo svobodo vsakega posameznika sprejme kot svojo prvo vrednoto. Pomeni spoštovanje vsakogar kot človeka in spoštovanje njegovih moralnih, kulturnih, verskih in drugih osebnih prepričanj. Prva alineja 3. člena zakona o pacientovih pravicah in jo postavlja pred maksimiranje posameznikovega zdravja. Varstvo največje zdravstvene koristi za pacienta, zlasti otroka, ki se nanaša tudi na zunanje vrednotenje pacientovega blagostanja. V skladu s tem zakonom o pacientovih pravicah informirano presojo o lastnem dobrem in nadaljevanju jasno in nedvoumno razume kot odločilno za izbiro usmeritve in posameznih ukrepov njegovega zdravljenja. Po zakonu o pacientovih pravicah daje soglasje k vsem posegom, ki ga zadevajo, s čimer zakon pripozna, da zdravniška strokovna presoja o tem, kakšno ravnanje je v danih okoliščinah najbolj v skladu z načelom varstva,
največje zdravstvene koristi za pacienta, ni zadnja niti odločilna. Nad njo je pacientova presoja o tem, saj je pacientovo trpljenje za zunanjega opazovalca neizmerljivo. Zato zakon o pacientovih pravicah in kodeks zdravniške etike omogočata pacientu, da odreče svoje soglasje poskusom podaljševanja življenja. Ko to zanj postane neželeno podaljševanje zanj neznosnega trpljenja. Zdravnik lahko tudi sam na lastno pobudo preneha s poskusi podaljševanja življenja, kadar so zdravstveni ukrepi nekoristni ali pacientu v večje breme kot v korist. In tudi pacient ima pravico, da se sam odreče podaljševanju umiranja. Zgradba vrednot in razlogov iz zakona o pacientovih pravicah, ki varstvo človekovega dostojanstva vidi v varstvu in omogočanju njegove samoodločbe, pacientu tako daje pravico do zahteve po opustitvi vsakršnih kurativnih terapevtskih posegov. To zahtevo lahko izrazi tudi v obliki pravno veljavne vnaprejšnje volje za čas, ko sam ne bi bil več sposoben odločanja. Pacientovo zahtevo po prekinitvi kurativnih ukrepov je zato mogoče primerjati z zahtevo po pomoči pri samousmrtitvi. Obe sta samostojni, informirani in pretehtani odločitvi pacienta o njegovem življenju. Obe imata za cilj zmanjšanje trpljenja oziroma lahko smrt. Obe naslavljata zdravstveno osebje naj odstopi od najvišje zapovedi zdravnikov, ki je ohranjanje in obnavljanje zdravja. Kodeks in uvod in svoje ravnanje uskladi z njegovo zahtevo. Govorimo o zdravniškem kodeksu. Seznanitev s pacientovo zahtevo, njeno sprejetje in posledična vzdržnost od terapevtskega delovanja, ki je naravnano na podaljševanje pacientovega življenja, so dejavni prispevki zdravstvenega osebja k uresničevanju pacientove volje in so priznavanje prednosti njegove pravice, da kroji lastno življenje v skladu z lastnimi vrednotami in prepričanji pred zahtevo zdravniške etike, ki zapoveduje prizadevanje za ohranjanje pacientovega življenja. Zelo pomemben stavek. Podaljševanje življenja kljub izrecni volji pacienta, da tega ne želi, je zakonsko ureditvijo, ki daje prednost načelu osebne avtonomije pred imperativom ohranjanja zdravja prepoznano kot nehumano. Predvidevam, da je cepljenje zdravstveni ukrep, ki podaljšuje življenje. Se pravi, če se odpovem cepljenju, imam pravico odpovedati temu načinu podaljševanja življenja, ki je po tem zakonu prepoznano kot nehumano. To se pravi, nihče me nima pravice siliti v podaljševanje življenja. Ok, zanimivo. Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja odpravlja, glede na to, kako predlagatelj to razume, dve neželeni nedoslednosti zakona o pacientovih pravicah. Se pravi, zakon o varstvu pacientovih pravicah varstvo pacientove avtonomije omejuje na možnost opustitve zdravljenja, ne dovoljuje pa pomoči pri končanju življenja in s tem postavlja tiste, ki tega ne morejo narediti brez pomoči drugih, v slabši položaj, kakor tiste, ki to lahko storijo. Zanimivo. Druga nedoslednost, ki jo odpravlja zakon pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, je v tem, da pacientu obeta pomoč, ki učinkoviteje zmanjšuje njegovo trpljenje, kakor prenehanje zdravljenja, saj je prenehanje zdravljenja v primerljivem trajanju postopka ugotavljanja pristnosti in trdosti pacientove volje povezano z možnostjo nepotrebnega dodatnega trpljenja. Seveda, uveljavitev zakona pomoči pri prostovoljnem končanju
pacientu in zdravstvenemu osebju v ničemer ne preprečuje ali ovira odločitve za prenehanje aktivnega zdravljenja. Prav tako zakon pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v ničemer ne izključuje in ne ovira vseh drugih zdravstvenih terapevtskih opcij, ki se pacientu in lečečemu zdravniku kažejo kot razumne. Med njimi velja posebej omeniti paliativno medicino, s katero pravica do družbene pomoči pri končanju življenja nikakor ne konkurira, temveč dopolnjuje. Ko človek razmisli, kaj tukaj pišejo, se vpraša, kje živi. Na eni strani uveljavljajo zakon o pacientovih pravicah, ki velja za končanje življenja, po drugi strani pa zakon o pacientovih pravicah ne dovoljuje, da bi se ognili ukrepom, ki so škodljivi za zdravje. Zanimivo. Sedanja pravna prepoved pomoči pri samousmrtitvi, ko gre za neznosno trpečo osebo, je mučenje trpečega in nečloveško ravnanje z njim, kar nasprotuje 18. členu Ustave Republike Slovenije, ki tako ravnanje prepoveduje, prepoved mučenja. Ne? Enako sedanja prepoved preprečevanja in lajšanja trpljenja. Gre za absolutno pravico, kar pomeni, da pravice do prepovedi trpljenja ni dopustno omejiti iz nobenega razloga, tudi iz humanizma ne, ki kot osnovno vrednoto razglaša nedotakljivost življenja in prispeva k večji enakosti možnosti dosedanje lahke smrti. Tisti, ki danes umirajo trpeče, nimajo enake možnosti, da uresničijo svoj interes za lahko smrt. Kakor ga tudi drugi, kakor ga lahko drugi, ki jim je tako trpljenje, tako ali drugače večinoma v celoti prihranjeno. Da bi ljudem, ki umirajo trpeče, omogočili, da svoje trpljenje kar najbolj zmanjšajo, potrebujemo zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki bo omogočil skrajšanje trpečega umiranja tistim, ki si tega odločno želijo, in dal hkrati potrebna varnostna zagotovila vsem, ki menijo, da si takšne pomoči, ne glede na stopnjo trpljenja, ki jo lahko nekoč doleti, ne bodo nikoli želeli, da bodo prav tako lahko uveljavljali svojo samoodločbo in se vnaprej zavarovali pred možnostjo, da bi kdaj posegli po takšni možnosti ali bili vanjo zavedeni. Če so doslej morali neznosno trpeče živeti nekateri ljudje, ki tega niso hoteli, da bi se ljudje, ki jih je ta možnost navdajala strahom, počutili varnejše in so zaradi tega manj trpeli, zakon uvaja ponovno regulacijo, pravno regulacijo, ki enakovredno obravnava pripadnike obeh omenjenih skupin ljudi in jim daje pravno varstvo, da bodo lahko živeli v skladu s svojimi vrednotami in svojimi prepričanji. Evropsko sodišče za človekove pravice je v zadnjih 20 letih sprejelo več odločitev o prostovoljnem končanju življenja, vezanih predvsem na neizdajo smrtnostne učinkovine. V zadevi Haas proti Švici iz leta 2011, v kateri je pritožnik zatrjeval, da bi država bolnim posameznikom, ki želijo storiti samomor, morala omogočiti pridobitev smrtonosne učinkovine brez recepta, sodišče, na primer, ni ugotovilo kršitve člena 8 Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki ureja pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja. Vendar pa to, glede na pritožnikov zahtevek, niti ni presenetljivo. Sodišče pa pri tem, pomembno, ni osporavalo pritožnikovi pravici do stopnje do dostojne in varne smrti, še več, izkazalo je jasno razumevanje za pritožnikovo odločitev, temveč je le ugotovilo, da pridobitev smrtonosne učinkovine na podlagi recepta, izdanega po medicinski presoji primera, po eni strani spoštuje svobodno voljo posameznika in po drugi strani zadosti pomembno pogojem varovanja javnega zdravja in varnosti ter preprečevanja zlorabe. Ob tem je ugotovilo, da države Sveta Evrope pri urejanju pravic vezanih na prostovoljno končanje življenja uživajo široko polje proste presoje.
Tako je na primer v zadevi Koch proti Nemčiji iz leta 2012, v kateri je pritožnica izpodbijala odločitev, s katero ji je trpljenju za tetraplegijo navkljub bila zavrnjena pridobitev smrtonosne učinkovine. Sodišče je ugotovilo, da ni pristojno odločati o materialnih vsebinskih vprašanjih v zadevi. Na ravni držav Sveta Evrope namreč ni vzpostavljeno soglasje o tem, ali dopusti različne oblike pomoči pri samomoru. Vendar pa je pri tem ugotovilo kršitev postopkovnih pravic vezanih na 8. člen Evropske konvencije človekovih pravic, saj je nemško sodišče zadevo zavrglo brez vsebine, brez presoje primera. Iz obeh odločitev, ki smo jih sedaj navedli, lahko izpeljemo dva pomembna sklepa. Prvič, države Sveta Evrope pri urejanju pravic vezanih na prostovoljno končanje življenja uživajo široko polje proste presoje. V odsotnosti prevladujočega konsenza je presoja Evropskega sodišča za človekove pravice tako zadržana. Čeprav lahko kršitev 8. člena Evropske konvencije človekovih pravic nastopi tudi v primeru, ko se pristojni organi o neizpolnjevanju pogojev v konkretnih primerih vsebinsko ne izrečejo oziroma širše ne zagotavljajo ustreznega pravnega okvira za izvrševanje sicer predpisane pravice. Podobno razlogovanje v polju proste presoje izhaja iz zadeve Lambert in drugi proti Franciji, primer iz leta 2015, in sicer v zvezi s prekinitvijo zdravstvene oskrbe, ki pacienta ohranja pri življenju. Ugotovimo lahko, da uzakonitev pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ne bi bila v neskladju z Evropsko konvencijo človekovih pravic, saj, kot že zapisano, nacionalni zakonodajalci glede urejanja pravic vezanih na končanje življenja uživajo široko polje proste presoje. Tako lahko pravica izbrati čas in način smrti, predvsem takrat, kadar je zaradi preprečevanja zlorab podkrepljena z medicinsko presojo, predstavlja sestavni del pravice do zasebnega in družinskega življenja in s tem se upada z varovanjem posameznikove zasebne avtonomije. Sodišče, ki pri presoji zadev sicer nastopa zadržano, tako jasno dopušča ureditev, ki omogoča prostovoljno končanje življenja na podlagi svobodne odločitve posameznika. Drugače, ureditev pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki sodi v široko polje proste presoje zakonodajalca, je ob upoštevanju ustreznih postopkovnih in drugih jamstev v skladu z mednarodnim pravom, v skladu z mednarodnimi človekovimi pravicami. Imamo pa še eno zadevo. V zadevi Gors proti Švici je Evropska konvencija za človekove pravice celo dopustila primere, ko bi države Sveta Evrope pravice do prostovoljnega končanja življenja omogočale osebam, ki niso terminalno bolne. V zadevi je sodišče sicer ugotovilo procesno kršitev člena 8 Evropske konvencije človekovih pravic, ker švicarsko pravo ni bilo jasno in predvidljivo glede nedodelitve smrtonosne učinkovine osebam, ki bi želele prostovoljno končati življenje, a niso bolne, a se je vnovič zadržalo pri presoji materialnih vidikov zadeve. To se pravi, tukaj je termin terminalno bolni in osebe, ki niso bolne, ki bi želele prostovoljno končati življenje, da bi imele pravico kupiti učinkovino in samostojno končati življenje. Zanimivo. Odločitev o nezagotavljanju tovrstne pravice namreč vnovič pade v široko polje proste presoje zakonodajalca, na podlagi česar pa je moč skleniti, da celo takšna, na primer od obstoja terminalne bolezni, neodvisna pravica do prostovoljne smrti ne bi bila v neskladju z Evropsko konvencijo človekovih pravic. To je ocena stanja in razlogi za sprejem predloga zakona. In gremo še na točko 2.
točka 2, tukaj govorijo o načelih in poglavitne rešitve pri tem predlogu za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Cilji pomoči pri prostovoljnem končanju življenja so, kakšne si je zakonodajalec postavil cilje. Prvič, omogočiti pomoč pri skrajšanju trpečega umiranja tistim, ki so sposobni odločati o sebi in ki so za to pomoč zaprosili. Druga točka, omogočiti enako obravnavo posameznikov v zvezi z odločitvami ob koncu življenja. Če se torej odločiš, greš. Tretjič, določiti materialne in formalne pogoje uresničevanja pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja na način, ki bodo omogočali svobodno odločitev o času in načinu lastne smrti. In četrta točka, pri ciljih, določiti ustrezne postopkovna in druga jamstva ter nadzorne mehanizme, s katerimi se prepreči zlorabo pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Točka 2/2 govori potem v nadaljevanju o osrednjih načelih predlagane zakonske ureditve. Najpomembnejša načela, na katere se sklicuje ta zakon, so spoštovanje, no, to so zdaj zanimive. Na kaj se ta zakon sklicuje? Na 3 stvari. Prvič, spoštovanje zasebne avtonomije. Drugič, načelo varstva največje zdravstvene koristi in enakost interesov. In tretjič, spoštovanje osebnosti in dostojanstva. Se pravi, sem spoštovan, če prosim za smrt in tako naprej. No, dajmo to predelati. Prvič, spoštovanje zasebne avtonomije. Varstvo individualne avtonomije zagotavlja uresničevanje pravice, da vsakdo sam odloča o sebi. Vam je ta stavek kaj znan? Je, ne? Jaz včasih, mislim tole, ko sem bral, mislim tudi, da lahko kadarkoli odstopi od uveljavljanja svoje pravice do te pomoči. Pravica, da vsak sam odloča o sebi, hkrati pomeni tudi to, da odločitve ne prelaga na druge. Evo, spet smo pri moralni dilemi. Težka moralna dilema. Sam se bom odločil, kdaj bom umrl, kako bom umrl in tega ne bom prelagal na druge. Krasno. Načelo varstva največje zdravstvene koristi in enakosti interesov. Enakost interesov, ljudje božji. Super. Preberite si 131. člen glede enakosti interesov v Kazenskem zakoniku KZ-1. 131. člen. Enakost ljudi je eno osnovnih etičnih načel naše civilizacije, ne pa dejstvena trditev. In Kazenski zakonik prepoveduje siljenje v enakost ljudi. Tukaj jo pa spodbujajo. Sprašujem se, na kakšnih podlagah pravnih je ta zakon sploh postavljen. To načelo najbolje uveljavljamo, če ga razumemo kot zahtevo po enakem upoštevanju tistih primerljivih interesov ljudi, ki so združljivi z ustavnimi vrednotami in določbami. V tem okviru moramo v naših ravnanjih, ukrepih in institucijah pripisati enako težo primerljivim interesom vseh, ki jih zadevajo naša dejanja oziroma njihove opustitve. Odstopanja od te norme so lahko nelegitimne diskriminacije. V situaciji trpečega umiranja so neupravičeno diskriminirani tisti, ki želijo svoje trpeče umiranje skrajšati, a tega ne zmorejo storiti sami, zakonodaja pa jim ne omogoča prejemanje pomoči drugega. Zakon popravlja pravno stanje, ki je stališča enakega upoštevanja enakovrednih interesov, enakovrednih ljudi, neupravičeno diskriminirano. Razmislite, kaj piše. In tretja točka, spoštovanje osebnosti in dostojanstva. Krasno. Krasni novi svet. Načelo spoštovanja pacientove osebnosti zagotavlja, da interesi in odločitve pacienta ne bodo zapostavljeni zaradi njihove drugačnosti ali manjšinskosti.
pri uveljavljanju pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je zato potrebno spoštovati pacientova moralna, kulturna, verska, filozofska in druga osebna prepričanja, predvsem prepričanja v zvezi z dostojanstveno, mirno in nebolečo smrtjo. Moderni laboratorike, ne? Nihče ne sme biti socialno ali kako drugače zaznamovan zaradi svojega zdravstvenega stanja in vzrokov, posledic ter okoliščin tega stanja ali zdravstvene obravnave, ki jo je zaradi tega deležen, zrasti zaradi odločitve uveljaviti pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ali zaradi odstopa do uveljavljanja te pravice. Poleg pacientove osebnosti in dostojanstva pomoči pri prostovoljnem končanju življenja varuje tudi dostojanstvo zdravstvenega osebja in drugih deležnikov pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. In zakonodajalec potem daje zanimive rešitve. Kakšne so rešitve? Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja je pravica, ki jo Republika Slovenija v okviru mreže izvajalcev javne zdravstvene službe zagotavlja polnoletnim osebam zavarovanje v Sloveniji. Zaradi občutljivosti področja pravnega urejanja, podobno kot na primer dejavnost pridobivanja in presaditve človeških organov, dejavnosti preskrbe s krvjo in krvnimi pripravki ter dejavnosti nujne medicinske pomoči. Zdravstvene storitve ni mogoče izvajati zunaj okvirov javne zdravstvene službe. Izvajalci so lahko bodisi javni zavodi, bodisi koncesionarji, vključeni v mrežo izvajalcev javne zdravstvene dejavnosti. Zaradi občutljivosti področja pravnega urejanja je pravica na vkljub navezni okoliščini lastnosti zavarovanja osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju pridržana slovenskim državljanom in stalnim prebivalcem v Republiki Sloveniji. Se pravi, samomor lahko samo Slovenci delamo, vsem ostalim pa je prepovedano. Pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ima pacient, ki doživlja zanj neznosno trpljenje, za katerega ne obstaja zanj sprejemljiva možnost lajšanja in je podal informirano odločitev za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Po postopku, ki ga določa ta zakon. Trpljenje je določeno subjektivno. Zunanji opazovalci svojo presojo obstoju trpljenja opirajo na indikacije, kot sta na primer terminalna bolezen, bolezensko stanje, pri katerem so po medicinski presoji nadaljna zdravstvena obravnava ne more spremeniti neugodnega razvoja, nepovratno zmanjševanje telesne in duševne zmogljivosti in druga stanja, ki jih je mogoče objektivno presojati. Predlog zakona ne omogoča pomoči v primeru tako imenovane utrujenosti od življenja. Se pravi, če je nekdo utrujen od življenja in bi rad učinkovino, s katero bi si samo brizgal in končal življenje, tega zakon ne dopušča. Ok, prav. A je kdo utrujen? Po 2 letih ukrepov mislim, da smo vsi najbolj spočiti, ker smo vsi zaščiteni in zdravi. Čudovito. Postopek od prijave pomoči pri prostovoljnem končanju življenja do njene izvedbe je sestavljen tako, da brez napak in brez kakršnekoli zlorabe omogoča dostojanstveno, mirno in nebolečo smrt, ki temelji na samostojni, svobodni odločitvi pacienta. Pacient lahko kadarkoli seveda od tega odstopi, od uveljavljanja pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ali zavrne njeno izvedbo. Vsi pogovori s pacientom, tudi zdravstveni delavci ter pacientovimi družinskimi člani so namenjeni tudi ugotavljanju, ali je pacientova volja neodvisna od pritiskov okolja. Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja prvenstveno pomeni podporo pacientu, da si sam vnese smrtonosno učinkovino v telo. Samo usmrtitev se temu reče, evtanazija, pri kateri
na zahtevo pacienta vnese smrtno učinkovino v telo zdravstveni delavec, je mogoča le izjemoma, če pacient ni zmožen sam vnesti smrtonosne učinkovine v telo, če ima verske, moralne ali druge utemeljene razloge, zaradi katerih ne želi sam vnesti smrtonosne učinkovine v telo, ali če obstajajo za to drugi utemeljeni razlogi. Dobrodošli v čudovitem novem svetu. Potem nadalje zakonodajalec tukaj govori o varnosti pred zlorabami, o tem ne bom, ker zlorab ni, ker je zakon sprejet tak, kot je, in to je čudovito. So varnostni filtri, kjer ni možno, nikakor ni možno, da bi prišlo do kakršnih koli nepravilnosti ali pa nasprotujočih si strokovnih mnenj, ker je to vse v zakonu tako lepo napisano. Zakonodajalec v nadaljevanju govori o finančnih posledicah predloga zakona za državni proračun in druga javna finančna sredstva. Naj vam povem, da sem to prebral in vam tega ne bom tukaj bral, ker govori o številkah. Povedal vam bom samo stroški, kakšni so. Stroški dela, lečeči zdravnik 11 ur, neodvisni lečeči zdravnik 3 ure, klinični psiholog 3 ure, neobvezni drugi posvetovalni zdravniki povprečje 3 ure, delo članov delovne skupine 5 ur, vse so zmerali. Ste videli time management. Skupaj stroški dela 971,25 evrov na cent natančno so zračunali. In gre za infuzijsko raztopino, antiemetik, natrijev, pentobartibal, to so učinkovine in drugi zdravstveni materijali. Se pravi, skupaj učinkovine so ocenjene, če imate 500 evrov, lahko, tukaj piše 455 evrov, ampak 5 evrov gor ali dol zaradi inflacije. Se pravi, 500 evrov si lahko kupite učinkovino, si jo brizgate in ste dostojno, hitro, neboleče umrli. Skupna, ja, lahko tudi na obroke. Pa da pa čuješ še zunaj sveta. Ja, skupaj cena hitre, lahke smrti 1426,25 evra. Jurja pa pol, torej čudovita stvar. Primerjava stroškov, tukaj potem se zakonodajalec zagovarja, da se je potrebno odločno upreti morebitnim očitkom, da gre za varčevanje na račun pacientov. Novih zdravstvenih storitev in metod ne uvajamo zaradi varčevanja, temveč je to vse v dobro pacienta. Vse je v dobro pacienta in izrecno povemo, da se je treba odločno upreti morebitnim učinkom, da gre za varčevanje. Kljub temu pa država varčuje, zelo veliko privarčuje, ker tukaj noter so izračuni, tukaj vam jih lahko sicer povem, ampak nima smisla. Z vsakim dnem podaljševanja življenja stroški rastejo, se pravi, proporcionalno v nebo. S tem bi jaz nekako danes to zadevo zaključil, to uro. Torej, to bo predstavljeno v Državnem zboru Republike Slovenije v najkrajšem možnem roku, zelo se jim mudi. Osebe, ki so vključene v to, mislim, jih ne bom našteval, tukaj noter je 5 ljudi, ki so to pripravljali. Gre za Srebrno nit, Združenje za dostojno starost, pazite, Združenje za dostojno starost. In pol predlagajo zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Nimam več besed o tem. Ura je nekako 15 minut do 7. In v tem času, ker sem danes veliko govoril, si zaslužim tudi malo počitka, bi povabil podpredsednico Društva za srečno življenje Belis. Na današnje težke teme sem jo prosil in ji predlagal in je sprejela. In sicer nam bo povedala vsaj malo iz tega padajočega zdaj prostovoljnega končanja življenja, bo ona podala duhovno iskrico za življenje in za večjo srečo članov Društva Belis. Draga Iviljana, prosim, izvoli, beseda je tvoja.
Hvala lepa. Izvoli. Hvala. Ja. Zemeljska modrost ni vedno tudi najvišja modrost. In najvišja modrost tudi ni vedno najbolj nepomembna modrost na tej zemlji. Na en način je tukaj naša osebna odločitev, komu bomo verjeli, kaj bomo verjeli in zakaj se svobodno odločamo. Glede na današnjo temo mojega moža, ki je za mene resnično zelo, zelo boleča, samo razmišljati o smrti je za mene že velik greh. Razmišljati, da bi ljudem pomagali umreti, je za mene nedopustno. Kaj šele, da se o tem razmišlja, da so v zakoni uradna evtanazija. Zakaj? Zato, ker je življenje tako nekaj dragocenega, tako nekaj, kar moramo ceniti, biti hvaležni in biti res vsako sekundo tega življenja, ki ga imamo na tej zemlji, hvaležni, da lahko živimo, da lahko delujemo, da lahko dajemo ljubezen, da lahko delamo dobra dela in da se radostimo. Evangelij pomeni radostna vest. Jaz kot mlada punca tega izraza niti poznala nisem. Že pri 28 letih sem bila napol mrtva. Tudi v samomoru sem razmišljala. Enkrat sem ga celo delala. Toliko, da ne boste mislili, da sem od nekdaj tako navdušena nad življenjem. Ne, nisem. Ampak trenutno sem. Ker življenje, ki sem ga jaz živela, sem ga živela brez vere in spoznanja, kaj je v bistvu smisel življenja. Zakaj smo tukaj na tej zemlji? Zato, da umremo, zato, da se kregamo, da drug drugega sodimo, da se jezimo, da drug drugega boksamo, se skrivamo, lažemo, ubijamo, nagovarjamo na cepljenje. Je to smisel življenja? Jaz za sebe vem, da to ni smisel življenja. Nikakor ne. Postavljeni smo na ta planet Zemlja, da bi živeli evangelij, radostno vest. Res je, zaradi temin, zaradi napačnih vzorcev, napačnega učenja, napačnih zakonov, od napačnih odlokov, je življenje vse prej kot radost. Je trpljenje, je bolezen, je jeza, so samomori, so uboji, so katastrofe, nesreče. Vse to je res. Ampak obstaja še ena resnica, ki je sporedna, za katero se ima vsak pravico po svobodni volji odločati. Ampak kako se bomo odločili, če niti ne vemo, da imamo svobodno voljo, da se odločimo ali za življenje, ali za smrt, ali za radost, ali za trpljenje, ali za zdravje, ali za bolezen, ali za sprave, ali za ločitve. Imamo svobodno voljo. In glede na to, da imamo Sveto pismo, ogromno prirokov, misionarjev, ki govorijo o evangeliju, o radostni vesti. In ker imamo res svobodno voljo, da verjamemo to, kar mi želimo verjeti, je to resnično velik dar, ta svobodna volja. Ko sem spoznala, da imam svobodno voljo, se odločila za življenje, jaz osebno sem se odločila za življenje. Ko sem spoznala, če hočem biti radostna, da moram vsem vse odpustiti, sem začela odpuščati.
Zakaj bi zaradi zamere tudi jaz bolela, dobila raka, kot moja mami recimo? Zakaj bi zaradi v narekovaju grehov drugih ljudi jaz jokala doma? Če lahko odpustim, blagoslovim, imam fokus na življenju, ljubezni in sem radostna. Imam dneve, ko me kaj zelo močno prizadene, priznam, ampak ker imam to vedenje, da lahko jaz osebno odpustim, da lahko blagoslovim situacijo, da se jaz osebno odločam za življenje, za ljubezen, za odpuščanje, za zdravje, je ta moj duh tisti, ki usmerja moje telo. Moje telo je suženj mojega duha. Nisem jaz sužnja telesa. Moje telo mene uboga. Če mu zdaj le rečem, usedi se, evo, sem se usedla, telo me je ubogalo. Lahko si rečem, vstani, in telo me ponovno uboga. To je moj duh, moja volja. Lahko rečem, blagoslavljam te, ali pa sovražim te. Če bom rekla sovražim te, bom poslala eno energijo, ki ni ljubezen. In človeka bom prizadela, ranila, pa tudi sebe. Ker sejemo, to žanjemo. To je duhovna resnica. Sejemo dobra dela, bomo želi dobra dela. Sejemo mir, bomo čutili mir. Sejemo spravo, bomo radostni. Sejemo željo po smrti, bomo vedno bolj brez in brez radostne energije in življenja. Tam, kjer je naš fokus, tam so rezultati. In to društvo za srečno življenje je nastalo v mojem največjem trpljenju. Ko sem res objokovala, se krivila. Čeprav sem vse to že vedela. In vendar je v meni bil občutek tiste krivde tak, da sem z velikim naporom tudi to presegla. Zato, dragi člani društva Belis, imate svobodno voljo. In to svobodna volja je darilo, vaše osebno darilo. Zastonjsko je. Bolezen stane, tudi smrt stane. Življenje je dar. Da ga živimo, da se radostimo, da širimo to radost, da širimo besedo življenja in sprave, da delamo dobra dela. Naš Mihael 24 ur dnevno dela samo dobro. Hvala, Mihael. Res hvala. Hvala tudi vsem vam, ki ste danes tukaj, ki imate nasmeh na obrazu, ki ste z nami in ki ste se odločali za življenje, za radost. Tisti, ki imate še boje, tudi jaz sem jih imela. In še verjetno jih bom imela. Ampak tako kot imamo v kuhinji pipo in lahko odpremo vodo in umijemo umazano posodo, tako imamo to energijo življenja, to radost, to ljubezen, ki jo lahko vedno sprejmemo kot duhovni dar iz neba, za sebe, za našo zdravje, za našo radost, kakor tudi za naše bližnje. Kako prijetno je priti k nekomu, ki je nasmejan, radosten, poln entuzijazma, veselja, optimizma. In kako duhomorno je priti nekomu, bogi sem, službo sem izgubil, Razumem, so bolečine, ampak v to bolečino lahko damo ljubezen, lahko damo razumevanje, lahko odpremo pipo življenja in rečemo, naj se zgodi Božja volja.
Če je Božja volja, da sem trenutno v tej situaciji, je že tako Božja volja. Gremo skupaj naprej. Ta oktober bo minil, ogromno je bilo zdaj situacij, ki niso bili lih najbolj razveseljive za vse nas. In vendar gremo naprej. Z vero, z entuziazmom, z ljubeznijo, z vedenjem, da evangelij je radostna vest. In Bog nas neskončno ljubi. In vprašanje je, ali mi ljubimo neskončno to ljubezen. Ali gledamo na ovire, na situacijo okrog nas. Sami se odločamo. In če bo kolektivna zavest Slovenije tako velika, da bo sleherni se odločil za ljubezen, za življenje, za radost, sonce bo sijalo v Sloveniji. Ljudje bomo zdravi, veseli. Ne bomo se pogovarjali o eutanaziji. Le zakaj? Eutanazija je smrt.